Dobrodošli v jesenski epizodi Vesele žlice. Danes bomo pripravili nekaj slastnega. To, kar ona to naredi, to je 10 od 10. Jaz v bistvu sploh ne jem sladice, ampak to pa pojem celo brez... To je, poglejte po vodni špici, to je bolano. Ježki, ker sem jaz slišal, da bova midva delala, da bo ona meni pripravila ježke. En dan sem rekel, ne, to je nekaj tazga. Ne bom, to ima neki kokos. Polka je ona to naredila, o moj bog. Tlele imate sestavine, skupaj bomo skuhali taka hitra varianta, a res? Ne rabi se ne kuhati, ne peč, nič. Sam jest. Sam da narediti na hitrco in ful je fajn za res zelo hitra sladica. Prva sladica, ki je Filip rekel, da mu je tako dobra, da nisem enega ježka pojedel, ampak je vsak dan en ježek pojedel, ker Filip ne je sladic drugače. Ne, mislim, vi morate vedeti, da jaz, ker sladico naročim, vedno sem toliko discipliniran, da samo en kos sladice pojem. Nisi mogel pred. Tukaj je šla pa cela kugelca v usta. Mislim, ne naenkrat, tam postopno malo v 2 sekundah. Ja, torej, deva. Deva. Potrebujete, da me zamenjati pozicije, 300 gramov tele baby peškotov, saujardi se reče po glasne malec, upam, da nekaj spil, malo me skrbi za njega. Malo me skrbi, nekaj se reče po francosko. Saujardi, po italijansko. In zakaj zdaj to relevantno? Zato, ko to piše na embalaži, ko dokupovali. To so tele baby peškoti oziroma... Plazma keksi. Niso to plazma keksi, čisto jih bo zavedel. To je čisto nekaj druga. Malo pa zgledajo, kaj plazma keksi. Ne. Ampak so pa to saujardi ali No, pač keksi, dobre keksi. Otroški keksi. In date kekse noter. Še se jim reče po angliško. Neki fairy tule. Ne, lady fingers. Ne vem, Lady fingers. Našta se nauči neke podrobnosti recepta, kar vas sploh vidi. Zdaj bomo malo glasno, prvo z mikser. Ja, torej, če vam v tem vmesnem času povem, midva z Nastjo sva zdaj lačna, v bistvu zelo. A to bo zdaj, to moram počakati, da se vse zmiksa. Ja, bom izklopila, pa bomo dali, hiter. Evo, tole smo zmiksali, z malo truda nam je uspelo. 300 gramov piškotkov, vse zmiksane piškotke damo v posodico. Takole. In zdaj bomo dodali še ostale sestavine. Kaj potrebujemo? Potrebujemo 30 gramov kakava. Jaz sem vzela kar malincinga, 100%, ker nima nič dodanega sladkorja. Poslušaj. Ja, uce. Ne, jaz sem govorila, ti pa meši. Tole zmešimo. Potem bomo dodali še zraven deci pa pol mleka. Tako date navadnega krajega, ali pa tega kako nadomestek, ali kokosov mleka, kaj podobnega. Torej 150 ml mleka. Evo. Imamo enega asistenta, ko meša zraven. Potem bomo dodali še eno žlico, eno žlico ruma. Lahko tudi več, ampak pri eni žlici ostati. Dodali bomo 50 gramov masla. Fajn je, da ga date prej na sobno temperaturo, da se fajn stopi, da bomo lahko polažje se skupaj zamesli. Zdaj, zadeva je nekako taka grudasta, kot recimo neka njiva oktobra, če si znate predstavljati. Zdaj, zadnja sestavina, ki bomo pododali, je pa 60 gramov čokoladno-lešnikovega namaza. Jaz bi sam tehnično še rabila, da bom stekala. In to so v bistvu vse sestavine, ki jih rabim. Ampak to maslo je zdaj v kockah. Ja, sedaj boš pa zamesil. Jaz sem zdaj dodala še 60 gramov čokoladno-lešnikovega namaza malincinga in to v sestavin, v bistvu koliko smo imeli 5-6 sestavin, res par minut dela. In potem bomo to vse skupaj zamesli, to boš ti, Filip, naredil, in postavili v hladilnik 1 do 2 uri, da se ta masa malo vse skupaj strdi, da bomo lažje oblikovali potem ježike. Evo, takole. Kar bomo še potrebovali od sestavin, potem za na koncu, je, ko ježike oblikujemo, da jih povaljamo ali na strganem kokosu, ali pa v čokoladnih mrvicah. Ne, nekaj sem razmišljal. Kaj pa? Recimo, pač, v bistvu ta masa je dobra. Vrhunska. Ja. Zakaj moramo se pa sploh matrati s tem, da ježeke delamo? Bi lahko recimo si svaljkce naredili, da bi neki čokoladni svaljkce? Ja, lahko si svaljkce naredijo, ja. Ali pa, okej. Lahko tudi kaj druga narediš, kakršnekoli oblike želiš. Lahko pa sam maso tako ješ, kaj žvečilni, recimo. Ja. Brez oblike.
Lahko tudi Filip. Lahko, ok. No se sam tako, da vemo. Jo, zdaj pa Filip bo zamestil tole. Za tiste, ki ste eksperimentalni. Tako testo, ne? Kako bo je to mišljeno? Krogla mora nastati, taka krogla mora nastati iz tega. Ena krogla, velika. Ena. Damo v hladilnik, potem za 2 uri. Ajde, levo. Čakaj. Kar loco dela. Ja, pravilno, nekaj sem te pa naučila. Na, ki ima servet. Teda dejansko to so vse sestavine, ki jih rabimo, vse skupaj v eno posodo, pregnetemo, da nastane taka lepa kepica, vam bom pokazala. Ajde, dajmo. In potem damo v hladilnik in potem iz tega pride 8 ježkov, mislim, če date take male, tako več naredite, ampak iz te mase jaz dobim 8 ježkov, jaz jih povaljam potem v malo nastrganem kokosu, malo v mrvicah, pa zato, ko ste Filip želel, sem šla tudi izračunati, koliko kalorij ima en ježek, ker ima ta podatek zelo pomemben, in en ježek ima s temi sestavinami, ki sem jih uporabila, 260 kalorij približno. Tako da toliko je na enega ježka. In Filipu se to ni zdelo veliko, zato je rekel, da bo pojedel celega. Recimo, ampak zdaj tle še nisem vsega, ne? No, da kar dej še, ker se mora fajn, predvsem je pomembno, da se maslo fajne razporedi po cemu. Ja, to se ni, recimo. Ja, no, se to pa še boš malo, masiral pa. Dobro, torej masiramo in potem bomo z režijo šli v pečico, ne, v hladilnik. V hladilnik, dejansko se ti ježki nič ne pečejo, nič ne kuhajo, potem se bodo samo oblikovale kroglice iz tega in je to. Kaj sem hotela še povedati, ježki načeloma pa navadi se dela tako, ko ostane nekaj biskvita ali kakih tortov, kakega peciva, pa se lahko v bistvu potem doda zraven še čokolada, malo mleka, pa se iz tega naredijo kroglice. Kaj se pa je taka, se mi zdi, popularna slovenska sladica. Ampak zakaj zdaj iz tega recimo ne smem pojesti? Ja, lahko. No, lahko, ok. Ja, probaj malo. Samo hlajeno bi pa v bistvu. Isto bo, ampak samo mrzlo bo malo bolj. Aha, ok. Ne bom, ker bomo vse pojedli nas, mi moramo končen izdelek slikati. Tako je res, ja. Dajmo, ok, no, urejo, se vidimo, kmalo. Videla smo nazaj, tale naš veliki ježek se je ohladil in zdaj bomo iz njega oblikovali kroglice. Ali svalke. Ali svalke. Ali snežene. Meni je najlažje, da kar narežem tule na 8 kosov, enako velikih, in pa potem oblikujem kroglice. Evo, Filip, lahko začneš oblikovati. Takole, ker vzameš eno, pa začni. To dol, kot vedno. Ja, še vedno nosiš prsten, Poročena. je. Že več kot 4 leta. Takle, evo, še kar nisi nič naredil. Ne. No, da bo meso tudi mu pomakala, ti pa da je v mrvice. Torej zdaj naredim kuglico. Ja, narediš, iz tega se naredi taka lepa kroglica. In potem sam povaljamo, kjerkoli želite, lahko tudi ne povaljate, ampak mi da bova v nastrganem kokosu, pa v mrvicah, ker Filip ne mara kokosa. Lahko jaz to samo vmes probam, še ne. Nared, ker mora poslikati, pa boš pol jedel. Vidite, vedno so. Lahko pa malo tega probaš, le tukaj, ko je padlo dol. In zdaj pomočimo tole v kokos, da se prime. In imamo ježeka prvega naredka. Drugače, to moram še povedati. Kar boje, pogumno. Ježeki, meni se zdi tako osebno, da so najboljši naslednji dan, ker se sestavine malo prepojijo, ker malo stoji v hladilniku. Tako da naslednji dan mislim, da ima tisti najboljši kus. Drugače pa komot imate par dni v hladilniku, ker nič ni takega noter, da ne bi zdržalo, čeprav pa ne zdržijo več dni v hladilniku, zato ker jih prepojeste. Ja. Takle, jaz še naredim. Ale, kak si, no. Kaj je narobe? Ja, v redu. Ne boj, ker je kamer, no boj. Premalj vrnic pa tek bržiš, le. Ja. No, v redu. Ja, Nastja, recimo. Kaj boš sliko naredil, če boš vse posvinjal? Kaj boš lepo slikico naredil, naprimer? Ti kot nek tak, veš, ko imaš občutek za fotografijo, kako so to pomembne stvari, da so lepo slikane, kaj boš to naredil, zdaj, če boš vse posvinjal? Recimo, ideja za, ko govorimo o hrani in fotografiji, vsi vemo, da je boš, če ti končni izdelek narediš. In jaz sem ti hotel s tem se nekako ti pokazati. Ti si hotel grdega narediti, da ne gremo več delati, če smo natančni. Ja. No, zdaj... Mi boš še enega zaupala? Ne bom. Bom jaz naredila do konca. Ja, pa ali zdaj probamo? Tvoj cilj je dosežen. Ja, ti unga, ko si naredi grdega, probi. No, ampak ne, Vse okus je isti, kot pri moj. Ne, ampak tole je res brutalno. Je pa moč probati. Boš ti probala? Vidiš, že ima ježke, zdaj ne vem koliko cajta, ker smo že vmes testirali recepte in vemo že en teden dela ježke. Samo so fajn, da so malo hladni. No. Ocena? Neverjetno sem naredil. 11 od 10.
To pa mislim, da je prva 11. 11 od 10. Pa koliko je že epizod za navačko? 50, 60. Prva 11. Hvala, ko ste gledali. Probite, da reče, ker res enostavno in fulano. Sestavine so spodi, pa res upravite malinci čokoladno leščeko na maska, ta mislim, da je zato. Zato mislim, da je to dobro, ne? Pa zaradi ljubezni, ki so jo dala v sam proces. To je to, res. Absolutno. Ne bo se majte. Pa se vidimo naslednjič. Čau, čau!